Prijeten večerni pozdrav z komentatorskega mesta na stadionu v Športnem parku v Domžalah. Prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo Prve lige Telemach. Skupaj si bomo ogledali zadnjo tekmo v prvem krogu zadnje četrtine slovenskega državnega prvenstva. Igrala jo bosta domači nogometni klub Domžale in nogometni klub Maribor. Zadnje uvrščeno moštvo bo izvalo najbližjega zasledovalca vodilne Olimpije na ligaški razpredelnici. Srečanje bo ob meni na komentatorskem mestu spremljal naš strokovni sodelavec Alen Ščulac. Alen, praviš, da si prvič v naši družbi tu v Domžalah? Ja, najprej lep dober večer tudi v mojem imenu. Tako je, danes krst, prvič sem na komentatorskem mestu v Domžalah. Malce imava smolo s vremenom, ravno ohladilo se je, menda bo še bolj hladno, ampak upava, da naju bo predstava na igrišču ogrela. Oba si to srčno želiva, tako da upam, da nas bodo ogreli igralci na igrišču z njihovo predstavo. Podaja v kazenski prostor, tam je Mlakar prišel do strela in obramba Žbeta Juga, priložnost za Domžalčane, 23. minuta. Malo taktično drugače stojijo kot sicer druge ekipe. Nevarna podaja, težave ima Jug in na koncu je vendarle žogo ukrotil Vučkiča. Zdaj pa Vučkič hiti v protinapad. Domači kapetan ima pred seboj Krajnca, podaja z zunanjim delom stopala proti Krupiču, ki lahko udari z razdalje in mimo gola. Edvin Krupič v 28. minuti podaja proti Niku Percu, ki je hiter, pred njim pa Mbondo. Perc je poskusil z udarcem. Vučkič prihaja do žoge, iz ozadja tudi Kambič. Strel z razdalje in prečka. Prečka je tokrat rešila Žbeta Juga, velika priložnost za Domžale, ki pa še pritiskajo prek Miliča. Slednjega ni v obrambi Maribora. Podaja v prostor, morda priložnost za domače. Kambič poskuša in gol! Nik Perc je zadev v 69. minuti. Domžale vodijo z 1-0. Veselje seveda v domžalskem športnem parku. Prvi gol Nika Perca v tej sezoni ob 3 asistencah. Tudi poškodbo je očitno staknil ob tem zadetku. Tu je Luka Krajnc ostal spredaj in potem so Domžalčani to hitro izkoristili. Podaja v prostor proti Luki Kambiču, ki je takole poskusil podati, žoga pa se je tudi z nekaj sreče odbila do Nika Perca od Odža pravzaprav in Perc je zaključil za 1-0. Perc je zadev in kolikor vidim je tudi odšel iz igrišča. Mislim, da izenačenje lovijo tudi z enim manj. Rekik je krenil naprej. Tu je Viher, lepa poteza Iličiča, potem Regba, spet Iličič, nevarno je zdaj priložnost za Repaso in sjajna obramba Štubljarja. Sjajna obramba. Tam se je že pripravljal Burič, toda Odžo je posredoval, Krančič strelja z razdalje, mimo gola Gal Krančič, na desni strani Junčaj. Preigrava Junčaj, Krupič strelja z razdalje in obramba Juga. Josip Iličič do Sudanija na rob kazenskega prostora. Sudani preigrava, strelja Sudani! Mimo gola, obramba Domžal je zdržala, ostaja 1-0. In še bolj treba pohvaliti ekipo Domžal. Nik Perc, najprej čestitke za zmagoviti zadetek proti Mariboru. Lahko zaupate tele prvotne vtise po tekmi, kako se počutite ob takšni zmagi? Sigurno odlično. Vemo, v kakšnem položaju smo. Zavedali smo se, da bo težka tekma, je bila tudi zelo težka tekma. Dober nasprotnik. Zelo prav so nam prišle te 3 pike. Mislim, da smo od prve do zadnje minute res zgarali tekmo, res smo se trudili čez celoten obračun in na koncu po mojem, ko potegnemo črto, zasluženo. Zdaj pa sam dalje, čaka nas še veliko dela in mislim, če bomo s takim pristopom šli vsako tekmo, lahko še veliko pik poberemo do konca sezone.
Kaj se vam pravzaprav zdi, da je bilo danes pri predstavi Domžal drugače kot na preteklih tekmah, ko niste uspeli nabrati točk? Mislim, da ta borbenost, veliko duelov smo pobirali, veliko drugih žog. Tudi danes smo bili konkretni, tisto, kar smo imeli za zabiti, smo zabili. Lahko bi še zabili kakšen gol več. V zadnji liniji smo stali kompaktno, cela ekipa je delovala enotno in mislim, da je to bila ta razlika s prejšnjimi tekmami, ki nas je danes pripeljala do zmage. Glede na to, da je Nafta že v soboto premagala Muro in vam pobegnila na 5 točk prednosti, se je nekako zdelo, da ste v zelo težkem položaju, ampak na koncu ste uspeli premagati Maribor in zagotovo bo to tudi dober zagon za končnico prvenstva. Ja, sigurno. Tako kot sem rekel, pred nami je še 8 tekem, čaka nas še veliko dela, že v četrtek igramo proti Muri, tako da z isto miselnostjo, sam na 3 pike in jaz mislim, da če bo tako, kot je bilo danes, da lahko naredimo veliko z ekipo. Nik, hvala in srečno. Hvala. Gospod Dejan Novčič, čestitke za zmago proti Mariboru. Sprva bi vas prosil za vtis po takšni zmagi. Pa dobro, jaz mislim, da smo danes zasluženo zmagali, da so dali fantje res vse od sebe, da smo se taktične stvari, vse to, kar smo se zmenili pred tekmo, da smo jih visoko napadli, da smo bili agresivni, da smo želeli nekaj več, hoteli smo gol, to smo tudi dosegali. Tako da mislim, da na koncu smo zasluženo zmagali. Pored tega smo imeli še par dobrih situacij, tako da bi mogoče bila situacija tudi kakšen gol več v mreži Maribora. Res je, da je Maribor prejel rdeči karton v drugem polčasu, ampak že predtem ste pokazali hrabrost, jih visoko napadli in pokazali, da ste pripravljeni igrati na točke. Takole bi vas vprašal, kaj je po vašem mnenju bila tista glavna stvar oziroma glavni razlog, da ste danes osvojili 3 točke proti moštvu Maribora? Pa mislim, da je ta kompaktnost, čvrstnost v fazi in pa to, da so se fantje upali igrati, da so hoteli, tako da smo tudi z taktično postavitev, da jih visoko primemo, da so se upali, da smo želeli, to je bilo tisto, jaz mislim, ključ do zmage. Normalno pa potem po izključitvi Maribora, ne glede na to, avtomatično se ekipa, ki ima igralca, več mogoče misli, da bo lažji, ampak smo vseeno visoko stisnili, želeli smo to zmago in mislim, da smo si na koncu zaslužili. Sama končnica tekme je bila zelo razburljiva, veliko dogajanja je bilo, vztrajno ste se branili. Nam lahko zaupate, kako ste preživljali te zadnje minute, ste zelo trepetali? Pa dobro, to je, ko vodiš 1-0, pa so take stresne minute, ko mi čakaš, da je konca, pa hvala Bogu se je na koncu tako, da smo zmagali in to je najbolj pomembno. Pred tekmo sem vas morda nekoliko v šali vprašal, kdo bi danes lahko bil mož odločitve in izkazalo se je, da je to Nik Perc. Ste morda presenečeni ali ne? Ne, nisem presenečen. Nik dela na trening zelo dobro. Včasih ima ogromno priložnosti, ki jih ne izkoristi. Jaz sem pa zmeraj njemu rekel, da verjamem v njega in takrat, ko bo najbolj pomembno, bo zabil. To je bila današnja tekma in sem vesel, da ga je dal on. Gospod Dončić, hvala in srečno. Gospod Aleksander Radosavljević, težek poraz proti Domžalam. Zagotovo vam ni lahko, ampak vseeno bi vas prosil za prvi vtis po današnji tekmi. Prvi vtis je, da nismo uspeli v nameri, kot smo rekli pred tekmo, da po porazu s Celjem, da tukaj popravimo ta vtis. Enostavno tudi ni pomagalo to, da je Grlić prejel drugi rumeni karton že zgodaj v drugem polčasu. Kljub igralcem manj smo tudi imeli neke določene priložnosti, ampak je bilo vse skupaj premalo za kaj boljšega. Omenili ste izključitev Grlića, ampak že predtem je delovalo, kot da Maribor ni tisti pravi, da mu manjka nekaj v igri. Se vam vseeno zdi, da je bila izključitev morda glavni razlog za poraz? Ja, pozna se tudi odsotnost napadalca, predvsem Teteja, in nekako smo mogli tudi rotacije znotraj ekipe delati in nismo uspeli biti toliko napadalni, kakor bi z njim.
Omenili ste Teteja, že drugo tekmo zapored ni igral in morda na ključe, morda ne, Maribor je izgubil drugo zaporedno tekmo. Kakšno je vaše mnenje? Se vam zdi, da je morda Maribor malce preveč odvisen od posameznikov ali ne? Ja, lahko rečemo, da je odvisen od posameznikov in da ko manjka takšen posameznik, to tudi vpliva na ekipo, celotno ekipo, na igro celotne ekipe. Zagotovo pa je pozitivna novica ta, da je danes po dolgem času zaigral Josip Iličić. Ja, Josip je bil kar nekaj časa odsoten, začel je normalno trenirati in je tudi dobil priložnost. Še morda za konec, ste se po tekmi že slišali z glavnim trenerjem Cesarjem, vam je morda že kaj zaupal mnenje o predstavi ekipe? Ja, seveda smo se slišali, ampak to ne ostane med nami, tako da je normalno, da je gledal tekmo in je na tekočem. Hvala in srečno v nadaljevanju. Hvala. Žiga Repas, poraz proti zadnjemu uvrščenemu moštvu lige. Kaj je šlo danes narobe? Kaj je šlo danes narobe? Izgubili smo proti Domžalam, cilj ni dosežen in nismo zadovoljni s tem. Zdaj, kaj je šlo, lahko analiziramo danes, jutri, pojutrišnjem. V prvi vrsti je to, da si tega poraza ne bi smeli privoščiti. Premalo smo bili navarni gor, po drugi strani pa pustili nasprotniku preveč. Porazi so sestavni del nogometa, ne? Je pa res, da je Maribor ekipa, ki je vajena zmagovati, ampak vseeno pridejo taki trenutki. To verjetno pomeni, da mora zdaj ekipa še toliko bolj stopiti skupaj in poiskati neko rešitev. Ne? Kakšno je vaše mnenje? Točno to, skupaj stopati, graditi na igri, graditi na stabilnosti in reagirati na ta prav način. Navijači niso zadovoljni s tem, sigurno jaz v prvi vrsti nisem zadovoljen s tem, da smo danes pustili 3 pike domačinom. Vsak pri sebi razčistiti, pogledati se, kaj lahko boljš in biti boljši jutri, biti boljši naslednji teden in potem naprej. Omenili ste navijače, po tekmi so vas zbrali, verjetno so vam marsikaj povedali, ampak v končni fazi vas zagotovo podpirajo tudi v nadaljevanju sezone. Navijači so z nami, jaz odkar sem v Mariboru vsako tekmo in to je res lepa stvar, hodijo z nami povsod na vse tekme, tako doma, kakor v gosteh. Neka dodatna motivacija vsako tekmo. Zdaj z nami, jaz odkar sem tukaj, so z nami. Normalno, da niso zadovoljni, ampak verjamem pa, da so z nami. Tako, kot sem pa rekel, popraviti sebe, popraviti ekipo, popraviti, nekako dvigati motivacijo in se izboljšati v igri. To je to. Žiga, hvala in srečno. Hvala.